Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Danes sem malo žalostna, pa vam bom tudi povedala, zakaj. Zgodila se mi je nesreča in razbila sem kamero. Kamera je padla z mize dol in se enostavno razbila. Nisem imela v tej zaščitni škatlici, ne vem, kaj sem z rokami palamudila. Zelo sem razmišljala, kaj zdaj narediti, ali kupim novo kamero. Ta je bila zelo taka priročna, zelo mi je všeč, takih ne prodajajo več. Imela sem jo 3 leta, nekako mi je delala v redu, sicer gumbi so se že malo težje prižigali, ugašali. Na kameri se napiše, da je gimbal v zaščitenem načinu in naj se dotaknem zaslona za nadaljevanje. Ampak zdaj se mi ponovno pokaže isto opozorilo in potem se kamera po približno 10 sekundah samodejno ugasne. Zdaj trenutno snemam z mobitelom, enkrat snemam s prednjo kamero, enkrat zadnjo. Nisem se še pravzaprav odločila, na kakšen način bom zdaj snemala. Nova kamera sem gledala, nekaj podobnega pride okrog 500 evrov. V končni fazi sem rekla, sem dobila odpravnino, ko sem šla v penzijo, zakaj se je pa ne bi privošla. Po drugi strani sem pa razmišljala, saj lahko snemam z mobitelom, imam dober mobitel in mislim, da ima lepe posnetke. Priznam, da sem pa tudi razmišljala, da ne bi več snemala, ampak zaenkrat mi je to veselje, pa vidim, da eni me kar radi pogledate, enim grem pa pač na živce, tako pač je v življenju. Ne vem še, kaj se bom odločila, ampak zagotovo vas bom o tem obvestila. Odpravila sva se na izlet na sever Portugalske, vse do portugalsko-španske meje. Meja teče tukaj dol po sredini te reke. Na portugalski strani je ena taka utrba, znotraj te utrbe je pa eno čudovito mestece. Stopila sva skozi obzidje in zdaj že raziskujeva mestne uličice. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Tukaj je kar precej trgovin, tako da lahko tudi kaj zapraviš in kupiš kak spomenk. Zdaj je pa čas, da greva tudi midva na kakšno kosilo, a ne? Ja, se strinjam. Že malo gledava okrog. Če si alergična na dobro kosilo, moraš povedati natakarju. Na hrano nisem alergična. Na kaj drugega pa ja. Ni vse rdeče vino, ampak pravo ve, kdaj molčati. Zdravje. Čin. Jaz sem jedla polenovko, Matjaž pa zrezek. Obe jedi sta poimenovani po tej restavraciji, kar pomeni, da gre za njihovo specialiteto. A so malo pretiravali s porcijama? To sem pa pustila, kamorkoli tukaj na Portugalskem prideš, vse posod sva naletela na ogromne porcije. Boljše bi bilo, če bi naročila eno porcijo in bi si jo razdelila. Ampak še vedno naj jo ni izučilo. S polnimi trebuhi greva iz restauracije. Še dobro, da gre pot navzdol. Sam poglejte, kakšno vreme je. Popolnoma brez oblačka. Pravi labirint med temi obzidji. Ampak upam, da bova našla pravo pot. Po mojem, da greva tukaj dol. Ja, bo prav. Portugalska obalna pot. Ja, tudi midva bi bila kar za na kamino.
Prišla sva na most, ki povezuje Portugalsko in Španijo. To je reka Minjo, v zadnji za mano pa kar vidite, je pa že Španija. Evo, Španija. Ta reka sploh ne deluje tako široka, ampak čez most sva prehodila 400 metrov. Ta precej zbledela tabla dokazuje, da gre tukaj El Camino. Glede na to, da sva v Španiji, bova pa tukaj naredila še kak kilometer sprehoda. Tako kot v vsakem obmejnem kraju, je pa tudi tukaj precej restavracij in pa lokalov. Moram povedati, da tudi tle mi je bilo zelo všeč zaradi tega zgodovinskega pridiha. Jaz sem to zelo rada, da pogledam kakšne take stare stvari. In se ne morem načuditi, kaj vse so ljudje včasih zgradili. Še posebej sem navdušena nad temi uličnimi svetilkami, ampak se sploh ne vem zakaj, tako sem bil všeč. In lejo, ena je tle prav posebna. Zdaj se pa z tega španskega mesta že vračava proti Portugalski. Včasih nič ne komplicirava za kosilo, naročiva tapas in je super. A se jo razdeliva na pol? Ja, ti pojej liste, jaz bom pa vse ostalo. Najboljš. Ja, tako se hujša. Super sva se najedla, plačala sva pa 27,5 €. Po kosilu pa pripada še en sprehod. Zdaj sva tukaj videla še eno tako sprehajalno pot, pa morava iti obvezno po njej, zato ker je speljana čez morje. Kakšna je voda? Super osvežina. Vrede. Zdaj naj jo je tako prevzel ta morski vonj, da bova šla kar na plažo, ker je sonce še tako visoko, greva pa še prej na eno kavico. Obrigado. Kakšna je voda, Mrzla, ampak paše. super paše. V tej vročini paše. Šel pa še jaz. Ja, pejdi. Sva se šla oba vršt v vodo, pa vam povem, da je kar mrzla. In sem preverila na spletu, 16 stopinj Celzija ima polni. To je tudi razlog, zakaj je na obali tako prijetna temperatura. Jutri zapuščava apartma. Se ne vem, kaj bi bil razlog, da te ribe skačejo tako ven. En fant jih je zajemal kar z mrežo. Midva po 12 dneh zapuščava sever Portugalske in tudi ta apartma. Apartma vedno pustiva takšen, kakršnega sva dobila. Zdaj se bova zapeljala približno 2 uri južno ob obali in se nastanila v novem apartmaju. To bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnji teden. Čau, čau!